Ahoj! Evo, danes sem tudi dobila eno inspiracijo in sem hotela to deliti z vami, čeprav je že malo pozna ura. Ampak se mi zdi res vredna stvar, pa tudi zaradi tega sem rekla, ker v bistvu toliko istih primerov vidim, pa hočem pomagati ljudem. In se mi zdi, da mogoče nekako se mi zdi, da ni fajn, da grem do ljudi, pa jim ponujam svojo pomoč, če sami tega nočejo. Zato se mi zdi najbolj optimalno, če imam možnost, da pač delim na tak način in za tistega, kakor je, bo sam našel. Dobre, nimam takih podešnjakov, samo tako se svetloba vidi. Skratka, zdi se mi, da je vedno več nekih bolezni, sploh avtoimunih, tudi na primer rakasta obolenja, avtoimune bolezni, take in drugačne. Izvedela sem tudi na primer iz knjige Joea Dispenze, Odvadite se biti to, kar ste, da na primer kakšen refluks, aritmije, torej nepravilno bitje srca, kakšne v bistvu čisto alergije. Vse to je lahko vzrok tudi na primer tega, da naši možgani nepravilno delajo, da je naše telo v neravnovesju. In v bistvu sem hotela se dotakniti te teme, zato ker se da marsikaj zelo, zelo enostavno rešiti. Sploh neke take stvari, ko si mislimo pač, okej, rak, to je res tako res slaba stvar, ne. Vsi se ga bojijo, ampak pa tudi, ne vem, marsikateri zdravnik v bistvu ti priporočajo, ne vem, kemoterapijo, ne rečem nič, čisto pač legalno, mislim, čisto legit, kako se temu reče po slovensko, čisto v redu terapija, samo pač vse glih je fajn, ne vem, tudi pogledati kakšne druge stvari, a ne, kaj se da rešiti. Ker na primer dostikrat se ljudje pozdravijo, pa če nič ne spremenijo v svojem življenju, lahko te bolezni nazaj pridejo. In jaz res mislim, da vsaka bolezen ima neki svoj namen. Ali je to, tudi ne vem, na primer napadi panike, tesnobe, anksioznost, depresije. Vse to ima neki namen in tudi neki vzrok, zakaj se to dogaja. Torej, večina zdravnikov, ne bom rekla vsi, ampak marsikdo zdravi od zdravnikov simptome. Torej, ne vem, ti dajo antidepresive, ti dajo, ne vem, kemoterapijo, a ne. Ampak noben pa ne gre pogledat, zakaj je pa do tega prišlo. Oziroma redkokateri. Vse več je tega, sploh tudi ta alternativna medicina, pač gre res v vzroke. In to se mi zdi pomembno tudi o tem govoriti. In ja, v bistvu sem hotela danes malo to temo načeti, čisto tako narediti tak pregled, zato ker bi res rada pomagala ljudem, tudi ko se pač soočajo s takimi stvarmi. Jaz na primer sem praktično si izničila simptome ahalazije. To je neka pač avtoimuna bolezen, kjer ti v bistvu živčevje v požiralniku začne odpovedovati, in pa tudi depresijo v bistvu sem si sama pozdravila. Tako da been there, done that. In se mi res zdi pač, koliko pomembno je, da o tem govorimo. In pa da to ni nekaj, kar se ne da rešiti, ker pač meni so zdravniki rekli, to ni šanse, da pač to bo do konca življenja s tabo. Here I am. Lahko normalno jem, lahko normalno vse funkcioniram, pač res imam kvalitetno življenje. Dejansko vse delam, pa tudi simptomov nimam skoraj nobenih več, tako da to je to. In hočem tudi pač vas opolnomočiti, da se da. In v bistvu sem hotela, deliti s tem, da na primer vse te stvari, ko sem jih prej naštela od bolezni, tudi mentalne stvari, ne samo pač fizične bolezni, lahko nastanejo zaradi različnih načinov. Vedno je, zaradi različnih vzrokov. Vedno je fajn preveriti pa rešiti na primer tiste čisto osnovne stvari v življenju, zaradi katerih lahko bolezni nastanejo, kot so na primer, da pogledamo, kaj imamo pač v prehrano, kaj jemo, da res pač začnemo, ne vem, če ti ješ vsak dan v Macu, v McDonald'su, ali pa ne vem, nekih na hitro si specaš skupaj pa poješ, pa da to ni polnovreden obrok, pač zna lahko telo tudi protestirati na tak ali pa drugačen način, če ne na kratek rok, ali pa če še zdaj ni simptomov, lahko tudi na dolgi rok. Tako da vedno bi jaz pač predlagala, da se pogleda hrana, ker
Na koncu koncev od tega dobimo vso energijo in pač to je res pomembno. Druga stvar, koliko se gibamo, a se gibamo dosti, a je gibanje, ki ga delamo, kvalitetno, ali je to nek ekstremen šport, kjer se še bolj polamaš, pa ne vem, pač nimaš nobene regeneracije oziroma ne treniraš 7 dni v tednu, vsak dan, ne vem koliko ur, pa nimaš niti enega dneva počitka, tudi to ni v redu za naše telo. Tako da neke take stvari, koliko spimo, a kvalitetno spimo, na primer tudi nespečnost, bom pa povedala, je Joe Dispenza tudi v knjigi napisal, ki sem jo brala, zakaj lahko pride do tega, bomo še to se dotaknili, ampak tudi spanje je pač zelo pomembno, ne, ker v spanju se naše telo obnavlja, ker naše telo je sposobno totalne samoobnove, in dejansko imamo to pač čudovito napravo, ki se sama lahko obnavlja, samo dati moramo priložnost. In zato pač smo tle, je tudi naša odgovornost, da prevzamemo pač prvo kot prvo odgovornost za to, za naše počutje, za našo dobro stanje. In pogledamo najprej, tako kot sem rekla, hrano, gibanje, spanje, kakšne kvalitete odnosov imamo, kaj še takega. A se sploh kaj gibamo, a si kakšne, ne vem, a imamo kakšne tudi travme, na primer iz otroštva ali pa iz nekih obdobij v našem življenju, tudi to je fajn predelati. Tega pač imaš milijon načinov, kako se to dela, jaz na primer sama se poslužujem energy worka, energijskega delovanja s tem, več o tem kdaj drugič, ampak ja. Take stvari, te čisto osnovne, je pač fajn dobro pregledati najprvo, potem pa, ko na primer imamo v redu prehrano, v redu spimo, oziroma pač, okej, če ne moramo spati, bom naprej še razložila, zakaj ne, ampak da približno imamo urejen ritem spanja. Okej, če se zbujamo, bomo šli na to, ampak da se trudimo, a ne, da greš ti enkrat spat ob 10 zvečer, enkrat ob 3 ponoči, enkrat pa ob 8 zvečer. To nas vse vrže iz ritma. Druga stvar, pa tako, mislim, tretja stvar, pa tako sem rekla, pač, torej, gibanje, okej, zdaj se ponavljam, prosti. Prehrana, spanje, gibanje, odnosi, travme. To so neke take stvari, ki vse lahko vpliva na nas. Lahko pa vpliva tudi na nas stres. Na primer, če pač vidimo, da to nič od tega ni, se lahko še vedno lotimo pač tudi kakšnih travm, pa začnemo z energy workom, o tem bom res prav malo kdaj drugič povedala. Medtem ko pa na primer čisto neke take pač Joe Dispenza v tej knjigi res lepo, tako da jo priporočam, odvadite se biti to, kar ste, jih tam imam, pa jo gledam. Na primer, v kakšnem stanju naši možgani delujejo ponavadi, torej na primer naše mentalno, kakšne so naše frekvence možganov medtem, ko delujejo. Imamo različne frekvence, torej imamo beta valovanje, beta visoko, beta srednje in pa beta nizko valovanje možganov, električno valovanje. Imamo alfa valovanje možganov, imamo teta valovanje možganov in pa delta. Torej beta je tisto, na primer, nizko, ko bereš knjigo, pa ti je nekaj na pol zanimivo, pa si malo prisoten, ni pa to zdaj nekaj, da bi ful rabil možgane uporabljati za to. Če te nekdo vpraša, kaj bereš, se že rataš malo bolj pozoren, da mu boš lahko razložil. To je beta srednje, potem je pa beta visoko valovanje možganov, je pa na primer, ko si ti v stanju stresa, ko imaš feeling, da ne vem, ali pa ne moreš plačati položnic, ko si v depresiji, žalosti, jezi, sovraštvu, zameri, strahu, da si na primer v teh negativnih čustvih, takrat je pa beta visoko valovanje možganov in večina prebivalstva dejansko je v tem stanju pač možganov, valovanja možganov. Alfa je, ko gremo spat, ko se v bistvu pripravljamo na spanje, na primer tudi, ko zapremo oči, ker 80% vseh stimulusov, ki jih naši možgani predelajo, pride skozi gledanje, torej skozi oči. In če na primer ti zapreš oči, se že iz beta stanja počasi začne premikati v alfa, ker možgani nimajo več toliko signalov, ki jih morajo predelati, zato se lahko pač njihovo valovanje zniža. Potem je teta, ki je v spanju, pa tudi v meditaciji lahko gremo v teta, in pa delta, mislim, da je delta,
ko je pa v bistvu pač ga dosežejo, naprimer, če si pač zverziran v meditaciji ali pa v globokem spanju. Tako da to. In ja, tako kot sem rekla, večina ljudi je v beta visokem valovanju, zaradi tega, ker smo skozi nekem stresu, imamo neke obveznosti, 100 stvari naenkrat delamo. In takrat pride, v bistvu, ker je to tak naš mehanizem, pač, ko smo bili mi še včasih, kjer smo se rabili boriti pa skrivati pred zvermi, da nas ni kaj pojedlo, ne, je bilo v bistvu naš to preživetveni mehanizem. Torej, ko so možgani zaznali neko nevarnost, ne vem, da nas je lovil lev, so šli v beta stanje, pač to beta stanje visokega valovanja. Fokus se je usmeril res na ozko, zato da si lahko ti pač na hitro naredil vse, da si pač preživel. Ali si pobegnil, ali si se boril, kakorkoli. In zdaj smo pa skozi v tem stanju. In ko smo v tem stanju, je to veliko energije, gre za ta način delovanja možganov, in telo nima energije več za to, da bi se obnavljalo. Niti ni pač to prioriteta takrat telesa, ne? Ker pač ti moraš preživeti. Čeprav pač tvoji možgani ne dojamejo, da te ne lovi več lev, ne? Da te pač, ne vem, lovijo položnice, pa šef, ko ti teži. A ne? In pač ni več časa za obnovo telesa, ni časa za normalno presnovo, za vse ostalo, niti za počitek telesa, in telo je v disbalansu. In zaradi tega pride do vnetja vodijo v rakava obolenja, na primer tudi ta artritis, osteoporoza, to so vse take stvari, ki so na primer čist lahko tudi zaradi disbalansa v telesu. In kaj so pol v bistvu neke rešitve, sploh na primer za raka? Meditacija. Vem, da se sliši tako zelo abstraktno, ampak dejansko ti z meditacijo se naučiš, ko jo pač pravilno delaš, zato priporočam knjigo, ker te res lepo vodi čez korake, umiriš svoje možgansko valovanje iz beta na alfa in pa teta, ko pač si pa res vešč, pa lahko tudi naprej do delta, se mi zdi, no, si bom še enkrat prebrala. Ampak v bistvu ti toliko znižaš svoje valovanje, da telo je okej. Lahko se sprostim, lahko obnavljam in takrat se tvoje, v bistvu rateš koherenten. Tvoje telo pride v homeostazo in začnejo se spet ti normalni sistemi obnove, regeneracije, počitka in telo se samo popravi. Zato dejansko lahko z meditacijo rešimo marsikaj. Pač sicer je to na dolgi rok, ampak vse glih. Mislim, na dolgi rok. Odvisno, kaj je zdaj za vas dolgi rok. Pač, če rabiš ti rešitev iz danes na jutri, ne bo šlo, ampak na dolgi rok je pa vse glih se splača tudi to možnost vzeti v obzir, ker vse glih hočemo na dolgi rok tudi biti srečni pa zdravi. Ne, da pač imaš eno bolezen, pa jo pozdraviš, pa druga bolezen, pa tretja, pa četrta, ali pa ne, da se kar nabirajo eno na drugo. Tako da to, res bi priporočala meditacijo. Jaz jo na primer zdaj že redno delam 3 leta, 2 leti pa pol. Tudi na različne načine zdaj ugotavljam, zato tudi berem knjigo, ker bi jo res rada podrobno naštudirala. Tudi znanstveni dokazi so, Joe Dispenza je naredil prav študije glede tega, da so na ljudeh, da so znanstveni dokazi, merljivi dokazi, kako deluje, kako se pač zdravijo se stvari z njo. Tako da res priporočam. Na primer, poleg tega, ker sem pač na začetku naštela čisto nekih osnovnih stvari, se mi pa tudi zdi, na primer, za rakava obolenja res, res dobro ketoza. Torej, to ketoza je pa način prehrane, kjer v bistvu ti vnašaš v telo samo maščobe, zdrave maščobe in pa beljakovine. Torej, veliko maščob in pa malo manj beljakovin in pa nič ogljikovih hidratov. To je sicer treba se pozanimati pri zdravniku, pa prebrati kar marsikatero študijo, ker na primer, če greš direkt v ketozo, prav kot prvo je zelo huda lahko gripa. Tako da priporočam, da se glede tega res pozanimate. Milijon študij je tudi temu, tudi veliko vrhunskih športnikov je na primer v času tekmovanja na ketozi, glih zaradi tega, da lahko pač tako performajo na takem visokem
tem nivoju. Ampak tudi v bistvu sem že spoznala marsikoga, ki si je v bistvu pozdravil raka, prav raka, tako v 4. stadij raka, naprimer na hrbtenici, na kostnem mozgu, po telesu, s ketozo. Zaradi tega sem tudi pač hotela to deliti z vami, ker obstaja toliko različnih načinov, ko si pač mislimo ljudje, če imam pa raka, zdaj pa konc. Ne, pač hočem, da veste, da je milijon možnosti, samo treba je malo pogledati, malo pobrskati, malo se izobraziti. Že to, da si tak video prižgete pa pogledate, pomeni, da ste na zelo dobri poti. Tako da pač vas hočem inspirirati, da se marsikaj da. Tudi jaz, na primer, sem si s prehrano ful stvari popravila. In to je to, pač res se mi zdi vredno. Tudi ketozo sem probala. Sicer mi je bilo malo pol težko, zato ker sem veliko potovala, pač držati to rutino. Ampak v bistvu, ko sem bila na ketozi, sem imela res veliko energije. Pač to ni za skozi, ali to je tako, na primer, če imaš res kakšne avtoimune bolezni, greš v njo, pa greš pa tudi ven. Ali pa na primer samo v nekem parih mesecih v letu, na primer čez zimo, da imaš v bistvu, kako se temu reče, fleksibilen metabolizem. Ampak se pravi, pač od tega se je treba vse malo preučiti o temu, poglobiti se v to. Tako da jaz, na primer, sem o tem izvedela v šoli od Savine Ataj in se mi zdi res, res vredno, za poskusiti. Pač diagnoza ne pomeni končnega rezultata. Ker če ne bi vsi umrli, ko bi imeli raka, tako se pa toliko ljudi pozdravi. Tako da pač hočem vas samo opolnomočiti, kaj vse se da. Ampak ja, je pa res pri meni, na primer, je res to bilo ključno, da sem gledala celostno sliko, da ne greš samo, ne vem, okej, bom samo hrano spremenil, ampak da res pogledaš telo kot celoto, ker na koncu koncev pač mi smo celota. In tudi verjamem, da pač, na primer, bolezen pride zato, ker je nekaj v našem življenju treba spremeniti. Ali je to, ne vem, da nam šiht ne paše, ali nam ljudje okoli nas ne pašejo, ali nam odnos, ki ga imamo partnerski, ne paše, ali način, kako se pogovarjamo sami s sabo, ali smo že predolgo na istem mestu, pa si naša duša res želi nekaj novega. Se mi zdi, da vedno pride vse z razlogom, z namenom in zaradi tega je tudi fajn pogledati, kaj je mogoče ta vzrok, kaj je ta namen zadaj, zakaj je mogoče ta bolezen prišla in ga odpraviti. In pa pol tudi pač celostno pogledati na telo, ker ni samo, da boš zdaj pa ti, ne vem, spremenil prehrano. Mogoče pač ja, če res nekaj slabega ješ, pa imaš vse ostalo poštimano, spremeniš to, pa se vse spremeni, ampak vse glih. Res je vredno za dolgi rok, ker vse glih je zdravje nek tek na dolgi rok, maraton, ni to šprint, da se lotimo tega celostno. Na primer, meni je tudi pomagalo dosti v bistvu tega osebnostnega razvoja, pač, da sem pogledala, kakšne misli imam, kaj se mi dogaja znotraj uma, kako se pogovarjam sama s sabo, kakšen odnos imam sama s sabo, kakšen odnos imam do svojega telesa. In tudi to, ko sem začela spreminjati, se je marsikaj spremenilo. Tako da, to je to. Da rezumiram na kratko, na telesu je treba res pač pristopiti celostno, kar se tiče naših pač, če imamo kakšne bolezni, omejitve ali fizične bolezni ali samo na primer neka čustvena stanja, kot so na primer depresija, anksioznost. Se je res treba pač, jaz predlagam, da se lotite tega celostno, pogledate prehrano, načine pač, kako spite, kako športate, vse to. Potem pa, da tudi pogledate mogoče psihični vidik tega. Vedno priporočam meditacijo, tudi če je to pač, tudi če ste zdravi, je to zelo fajna stvar. In pa, ja, pač, da mogoče res pogledate tudi ketozo, sploh če imate kakšen, pač, če imate vi ali pa kakšen vaš ljubljen raka, da se ga rešiti. Tako da ne obupati. Sicer odvisno pač, kaj se je naša duša odločila, ampak tudi to se lahko spremeni, tudi to lahko mi zavestno spremenimo, tako da samo pogumno naprej. Imate to. Ok, to sem hotela deliti z vami in se mi res zdi vredno, no. Tako da želim vam čudovit dan, večer, jutro, kakorkoli in pa se slišimo v naslednjem videu. Rada vas imam. Čau.